Pozdravljeni. O tem, da Adrian Newey po vsej verjetnosti ne bo prišel v skuderijo Ferrari, je bilo v preteklih dneh, preteklih tednih dokaj mnogo govora. Ampak o tem, kdo bo prišel v skuderijo Ferrari, pa smo mi navdušenci dobili bore malo informacij. In o tem bo seveda govora danes. Mi, navdušenci Formule 1, se upravičeno sprašujemo, kdo bo prišel v skuderijo Ferrari. V zadnjih tednih smo lahko zasledili novico, da Adrian Newey bo po vsej verjetnosti odšel drugam. A skuderija potrebuje nekoga, ki bo vodilni tudi na tehničnem področju. Potrebuje nekoga, ki bo avtoritativno zasedel vlogo tehničnega direktorja. Zadnja dva, ki sta zasedla to funkcijo, govorimo o Matiji Binotu in Enricu Cardileju, sta seveda skuderijo zapustila. In sedaj to pomembno mesto zaseda Frédéric Vasseur, poleg tega, da je tudi glavni odgovorni vodja celotne skuderije. In že prej pri Binotu in Cardilu smo zapazili, da vkolikor ima en človek dve funkciji, ne pride njegovo delo tako do izraza, ni tako uspešen, ni tako učinkovit. Frédéric Vasseur rad zabava publiko s tem, da postavlja določene uganke, kjer je sam povedal, da bo nov tehnični direktor Ferrarija imel priimek z 5 črkami. In vsi so se lotili ugibanja, ali bo to, na primer, Adrian Newey. In ko smo nekako izvedeli, da verjetno temu ne bo tako, so se pojavljala nova in nova ugibanja. In tu velja omeniti dokaj dolg in zabaven sarkastični članek na spletni strani F1 Analizi Tehnika, kjer se avtor sprašuje v šali, seveda, če se bo verjetno lahko vrnil, na primer Aldo Costa. In odgovor je tisti znan, verjetno za nobeno ceno ne bi naredil takega koraka, kajti ko je Aldo Costa zapustil skuderijo in šel k Mercedesu, odnosi niso bili najboljši. Ampak Aldo Costa ni edini, ki bi lahko prišel v samo skuderijo. Že pred meseci je bilo znano, da bosta prišla v Ferrari tako Loic Serra kot Jérôme D'Ambrosio. In Serra potencialno bi lahko bil kandidat za to mesto, čeprav nima dovolj tehničnega znanja. In tako Serra kot D'Ambrosio prihajata iz tovarniške ekipe Mercedes, kjer sta sodelovala z Lewisom Hamiltonom, kar bi lahko po mnenju nekaterih bil plus. Ampak potrebno je imeti tehničnega direktorja, ki bo znal razna področja skuderije tako usmeriti, da bodo vsi delovali proti istemu cilju in ne en proti drugemu. Zato, seveda, sam avtor članka navaja ime, ki je izjemno pomembno. Gre za šaljiv, sarkastičen članek, ki je nastal v poletnem premoru. Nov tehnični direktor skuderije Ferrari bi lahko bil Luigi Nulla. In za tiste, ki poznate malce italijanski jezik, vam je bilo tako jasno, da je to prevedeno, preneseno v slovenščino, enostavno gospod Nihče. Na obzorju verjetno ni takega kadra, ki bi lahko v tem trenutku zasedel mesto tehničnega direktorja skuderije in zadeve postavil na svoje mesto.
In tu je treba poudariti, da običajno Scuderia Ferrari prestavi svoje nove voznike, prestavi svoj nov tehnični kader na verjetno za njih najpomembnejši dirki, veliki nagradi Italije na znameniti progi v Monzi. No, do tam nas loči še nekaj tednov. Ampak zanimivo je, da takoj po odhodu Enrika Cartileja je njegovo mesto šefa aerodinamikov zasedel Diego Tondi, inženir, ki je dolga leta že prisoten v Scuderiji Ferrari, ampak pri celotni zgodbi je zanimivo nekaj drugega. Namreč to, da smo za njegovo imenovanje izvedeli po spremembi statusa na družbenem omrežju, kjer se je Diego Tondi takoj pohvalil, da je napredoval v službi. Kakšnega uradnega sporočila iz Scuderije pa še ni bilo v javnosti. Torej, lahko vidimo, da nekateri raje kot da bi skrbeli za ugled Scuderije, skrbijo tudi in predvsem za svoj lasten osebni ugled in svoje lastno osebno napredovanje. O tem malce skrivnostnem imenovanju smo na primer izvedeli 4. avgusta na Sport Illustrated in seveda novica je še dokaj sveža. A ne toliko sveža kot one govorice, ki pravijo, da bi lahko v Scuderijo Ferrari prišel Mike Elliott. In za tiste, ki ne poznate tega imena, gre še za enega izjemno pomembnega inženirja iz tovarniške ekipe Mercedes. Gre za tehničnega direktorja tovarniške ekipe Mercedes med sezonami 2021 in 2024. Gre za tistega inženirja, ki je dobesedno forsiral tako klavrno propadli projekt bolidov brez očitnih bočnih struktur. In seveda gre za tistega človeka, ki je propagiral tako model 2V13 kot 2V14. Zaradi njega so nazaj upoklicali Jamesa Ellisona, ki je imel druge želje, bodimo iskreni, druge skrbi. In Mike Elliott je koncem leta 2023 zapustil Mercedes. Seveda, sedaj bi lahko prišel v Scuderijo Ferrari, čeprav bi kdo dejal, da Elliott nima 5 črk v priimku. Ampak, če njegov priimek zapišemo fonetsko, bi lahko dejali, da izgleda, kot da bi imel 5 črk, čeprav kar je mislil v SR, mi ni popolnoma jasno. Ampak v tem trenutku, vsaj meni osebno, Mike Elliott se mi ne zdi ena izmed najboljših rešitev, ena izmed najboljših zamisli. Je seveda človek, ki je zasedel sicer malo časa pomembno mesto tehničnega direktorja pri tovarniški ekipi Mercedes, ampak je tudi tehnik, ki se je izkazal z veliko mero trmoglavosti in majhnim številom uspehov. Če so pri tovarniški ekipi Mercedes Elliotta postavili na stranski tir, nek razlog bo. In pobirati ostanke drugih menim, da ni prava smer za Scuderijo Ferrari. In v tem primeru gre le za dobro željo prihodnosti Scuderije, kajti z Mikeom Elliottom dvomim, da bodo napravili tisti pomembni pravi korak naprej. A tu je treba poudariti, da sami pri Scuderiji so, vsaj po mojem osebnem videnju, izgubili tistega, ki bi lahko vsaj začasno bil na mestu tehničnega direktorja prava oseba. In govorim o svojem soimenjaku, o Simone Oresti, ki pa je zapustil Scuderijo
ko z njim niso ravnali preveč lepo, lahko bi dejali preveč pošteno in odšel je, seveda uganili ste v tovarniško ekipo Mercedes. Sam se bojim, da ta rekonstrukcija skuderije Ferrari pod taktirko Frederika Vassarja ne bo prinesla želenih rezultatov. Prihaja seveda Lewis Hamilton, prihaja Loic Serra, ampak manjka še kar nekaj drugega kadra, ki je nujno potreben. Videli smo v času samega Markiona, kako uspešni so bili, ko so pravzaprav internim kadrom dajali funkcije, ko se je neko mesto sprostilo, kako tista organizacija je privedla do množičnih odhodov, do, bodimo iskreni, relativno malo rezultatov. Ampak, če v tem trenutku pogledamo, kaj je na voljo na tržišču, tudi pri Ferrariju nimajo velikih izbir. Seveda do konca sezone je lahko Frederik Vassar tehnični direktor in pravzaprav prepušča svojim podrejenim isto glavno vlogo, ampak če želijo pri skuderiji Ferrari v sezoni 2025 in predvsem 2026 pokazati nekaj več, bo potrebno imeti pravega tehničnega direktorja. In to ne nekoga, ki bo v istem trenutku zasedal dve funkciji, ampak nekoga, ki bo vedel, kaj počne. In po eni strani Mike Elliott bi znal biti zašilna rešitev, ampak po drugi strani dvomim, da bomo tu videli neko revolucijo. A težava je res v tem, da kakšnih drugih opcij v tem trenutku ni, a videli bomo, kaj se bo zgodilo v bližnji prihodnosti, namreč velika nagrada Italije v Monzi je dobesedno čez nekaj tednov in takrat upam, da bomo dobili tudi kakšno uradno potrditev. Za enkrat je pa to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.